Beletrina v živo. Živijo, lepo vas pozdravljam na predstavitvi knjige Filozofija majhnega kraja Radomira Konstantinoviča v izjemnem prevodu slovenskem Đurđe Strsoglavec. O knjigi sem pogovarjala z filozofinjo dr. Marino Gržinič, moje ime je Nataša Velikonja. Naj na začetku najprej povem nekaj besed o avtorju. Radomir Konstantinovič je bil pesnik, pisatelj, esejist, filozof, rojen leta 1928 v Subotici. Napisal je 11 del, večinoma romanov. Njegova prva knjiga iz leta 1951, Kuča brez krova, je sicer knjiga poezije. Njegovo najbolj slovito delo je filozofska razprava Filozofija Palanke oziroma Filozofija majhnega kraja iz leta 1969. Konstantinovič je bil za svojo literaturo nagrajevan. Leta 1960 je za roman Izlazak prejel nagrado od časopisa Nin za najboljši roman leta. Leta 1985 je za zbirko esejev Biče je jezik prejel nagrado Miroslava Krleže. Tudi njegova Filozofija Palanke, majhnega kraja, je prejela več nagrad, denimo nagrado Radia Beograd ali nagrado Đorđe Jovanović in tako dalje. Naj povem še to, Konstantinovič je bil angažiran intelektualec. Leta 1992 je bil soustanovitelj Beograjskega kroga, protivojne, prodemokratske iniciative progresivnih kritičnih intelektualcev in intelektualk, zbranih proti nacionalističnim politikam in vojnam v bivši Jugoslaviji. Kot odpor proti nacionalizmu, ki je, kot je dejal sam Konstantinovič, okupiral večinsko zavest Srbije in ostalih novih držav na prostoru bivše Jugoslavije, bi lahko dodali mi. Delo Filozofija majhnega kraja je postalo temeljna študija za analizo zaprtih družb, provincialne zavesti, zavesti malega kraja. Konstantinovič skozi vso knjigo beleži in analizira posamezne elemente, to se pravi načela malega kraja. Ideal čiste revščine, duh plemena v agoniji, sentimentalizem, sarkazem, pamfletizem, duhovni infantilizem, antizgodovinskost, nagon po zapiranju, spremembe ni in je ne more biti. Majhen kraj je izvzet iz zgodovine, izvzet je iz časa, zgodovina je na drugi strani, tam, kjer se začne kaos odprtega sveta. Nato strah pred tem zunanjim svetom, nihilizem, tradicionalizem, ksenofobija, protofašizem in tako dalje. Konstantinovič že tako na začetku knjige napiše: naše izkustvo je izkustvo majhnega kraja oziroma province. Marina, kakšno je torej to izkustvo? Izkustvo majhnega kraja. Najprej naj povem hvala, Nataša, za vprašanja in za to, da se bova pogovarjali. Hvala za to povabilo. Torej, kakšno je izkustvo? Veliko zadev si povedala že uvodoma. To je duhovna zaprtost, kolektivni konformizem in pač odpor do drugačnosti, intelektualna odprtost in tako naprej. Mogoče je pomembno povedati, da ko piše to knjigo, Konstantinovič ima okrog 40 let in ima že neko svojo kilometrino, jaz temu rečem. Torej, ko se spoprijame z mentaliteto Palanke, tega majhnega kraja, ki je v bistvu duhovna poetika, duhovna metafora. Pravi, ni pomembno, kje živiš. Imaš majhen kraj v svojih možganih, v svojem načinu, kako se obnašaš. Ta majhni kraj, ta Palanka, ki mi je zelo všeč kot beseda, ki sem jo uporabljala, ko sem bila zelo mlada, ne vem, če se danes uporablja, ta v bistvu je neka vrsta samozadostnosti, kot je bilo že povedano, ki zavrača pa vsak dvom, vsako kritično mišljenje in eksistencialno negotovost. Ta moment se mi zdi zelo pomemben, torej ne moreš govoriti o eksistencialni nezmožnosti. Stil, ki ga uporablja, da bi nam to pokazal, je stil forenzika. Je zelo, zelo sodoben. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker je izkustvo majhnega kraja na 300 in več strani opisano neneha se, nenehno v bistvu sledi vsem možnim odtenkom tega, kaj je ta majhnost v možganih, jaz bi rekla v duhu. Je neka vrsta, Konstantinovič me je spomnil na neko vrsto filozofske zveri, ki ne popušča, drži tisto kost in gre do konca. Jasno, Palanka zavrača tujce, vse, kar bi omajalo nekaj, kar je zelo pomembno ob tej
tem odporu do eksistencialne negotovosti in to je red. Torej, ni nekaj iracionalnega v Palanki. Tam vlada red, zato ker je v bistvu red potreben, zato da je tista mehna, avtarktična skupnost zaprta in da se v bistvu kaže kot svet. To je ta provincialnost, o kateri si govorila, ampak tudi provincialnost v tem primeru ima posledico nečesa, da v bistvu ni na spregledu nobenega subjekta. To pomanjkanje subjekta, ki ga odlično situira v svoji knjigi, pomeni, da se subjekt, kakršenkoli, neka agencija, neki agens, ki bi nekaj spreminjal, utaplja v kolektivno misel in tudi s tem izgublja individualno odgovornost. Torej, Palanka nima odgovornosti, ima svet v svoji provinciji, je izjemno nasilna, ker hoče v bistvu ohranjati svojo mentaliteto, hoče ohranjati svoje absolutne resnice in svoj red. Zato v bistvu imamo zaprtost, z druge strani imamo nasilje na vsakem koraku. Homofobija, nacionalizem, mizonogija, potem šovinizem, o tem se bom še vrnila. Morda še to, da je jezik zelo gost in je prevajalka Đurđa Strsoglavec naredila briljantno delo, ker ni enostavno se sprehajati po knjigi, glede na količino strani, glede na nepopuščanje o tej zadevi in zadnje, to ni samo zgodba o malomeščanski Palanki, ker je res malomeščanka, provincialna scena, malomeščani na vsakem koraku, ampak naredi tudi izjemno pomembno analizo literature in jasno, ta literatura je prežeta z nacionalizmi, šovinizmi, homofobijo in tako naprej. Ena stvar, ki si jih je omenila, ampak ki je tudi ena od izpostavljenih poant knjige, da majhen kraj, provinca, pravzaprav ne označuje same lokacije, ni recimo lokacijski pojem, temveč označuje mentaliteto majhnega kraja, Palanke, zaplankanost, brezosebnost, bi rekel Konstantinovič. To je informacija od subjektivitete, sama si to tudi že omenila, ki še zdaleč ni avtonomna, suverena, ampak sledi diktatu province, Palanke. Duh majhnega kraja je povsod okrog nas in tudi v nas samih, pravi Konstantinovič. Z njegovimi besedami, to je tavajoči duh, ker ni dežele, kjer ni mogoč. Ali lahko, Marina, in kako pobegnemo tej zaplankanosti, temu duhu majhnega kraja? To je zelo težko vprašanje, zato ker v bistvu Konstantinovič, ko sem brala, on pravi, da je pobeg iz zaplankanosti mogoč, a tudi poudari, da je izjemno zahteven. Zaradi česa? Zaradi tega, ker Palanka, ta majhni kraj, prav zaradi tega, ker ni fizični prostor, ampak nekaj v glavi, nekaj v skupnosti, primitivna skupnost, temu se spet vrnemo, v bistvu sloni ta Palanka na tem strahu pred spremembo. In strah pred spremembo pomeni, da v bistvu se zelo težko odločiš za izhod. Izhod je mogoč, ampak zahteva tudi, kot se pokaže v knjigi, radikalno, intelektualno in eksistencialno odprtost. Kaj so te možnosti? Jasno, prvo je, da moraš imeti kritično noto, če hočeš zbežati temu. Moraš v bistvu postaviti kritiko do teh dogmatskih predstav in moraš biti pripravljen na negotovost, ker provinca in zaprtost daje občutek gotovosti. Negotovost je nekaj, kar ni zaželenega. Potem, če se postaviš kot radikalno proti dogmatskim predstavam, jasno, ne smeš biti populist in ne smeš biti intelektualna lenoba. Oboje pa je absolutno znak časa, v katerem živimo. Potem ne smeš sovražiti drugega. Sovraštvo do drugega, do tujega, je nekaj, kar je res centralno. Pravi, da moraš v bistvu imeti možnost, da si pluralen. In če imaš to možnost pluralnosti, potem lahko zavračaš ksenofobijo in tako naprej.
Zelo skeptičen je do umetnosti literature, ker ima odlične pasaže analize srbske literature, ki pokaže v bistvu njihove zablode od 100 in več let, ampak pove, če to zdaj povežemo, to umetnost in literaturo, tam je možnost, ne? Ampak v bistvu je vprašanje, kako ta umetnost in literatura danes funkcionirata, ne? Ker če hočeš v današnjem času pobegniti za tej Palanki, v kateri tudi mi živimo, v Sloveniji živimo v Palanki, ta Palanka je res težka, v bistvu gre za maloameričanščino najhujše vrste, je to vprašanje, kam se zatečeš, ne? In jasno, kot si ti zelo dobro povedala, manjka zgodovinska zavest. On pravi, da nasprotje Palanki ali nekega kraju obstaja samo ena zadeva, zgodovinska zavest. Če nimaš zgodovinske zavesti, nimaš v bistvu odgovornosti. In če nimaš odgovornosti, na nek način si kot neka infantilna, bebava podoba, kot sem rekla, nekdo, ki ne sprejema v bistvu nobene možnosti svoje subjektivnosti. Mogoče bi samo eno drugo zadevo tukaj povezala, ker se mi je zdelo vprašanje zelo dobro in zelo pomembno in hotela sem narediti ta preskok. Govorimo o knjigi, ki je nastala v 70-ih. Jasno, ko poslušaš to, si misliš, pa to ni možno. Živimo v nekem velikem svetu, kot se temu reče, v globalnem kapitalizmu, ta knjiga je pa se, ne. Odlično vprašanje prav za tega, da povem, da to ni res. Da v bistvu je Palanka ta mehni kraj še kako prisoten v globalnem svetu. V bistvu ta globalni svet je veliko manjši, kot si mislimo, prav zaradi ogromno teh digitalnih platform in hotela sem pač povedati, da to nasilje, ki ga on secira, to zaplankanost, to sovraštvo, to mizoginijo, mizogine podobe, antifeminizem tudi, ki se zelo pojavlja, LGBT skupnost po moje sploh ni šans, da je del, to so vsi tisti drugi. Zelo dobra sprememba in povezava je z današnjim časom, namreč ne vem, koliko smo tisti, ki pač poslušajo in ki bojo to gledali v tej celotni novi kulturi, ki se imenuje incel. Ta kultura, to je v bistvu neka kultura, ki se je razvila na družbenih platformah in incel je kratica za involuntary celibate. Torej, da si v bistvu nepoteno, ne da si želiš, da si ne moreš najti punco, zaradi tega, ker tiste klasterje, ki ustvarjajo te incele, tisti, ki se združujejo, so moški in v bistvu pretežno heteroseksualci, večinoma beli, čeprav to ni edina, bi rekla, ni element in na nek način se te skupine, ki so izjemno sovražne in nasilne, počutijo v bistvu izključene iz teh romantičnih, spolnih situacij, zato ker se počutijo, da v bistvu niso dovolj zaželeni in tako naprej, tukaj pride ta infantilizem. In v bistvu je ta incel na nek način ta skok iz 70-ih v današnji čas. To, kar incel dela, je nič drugega kot širjenje sovražnega govora, recimo Reddit je taka platforma, ki je zelo znana tudi zaradi drugih dogodkov. Tako da, če naredim to povezavo in povežem to sovražnost do žensk, povežem tudi sovražnost do LGBT skupnosti, ker se v bistvu postavlja v popolno nasprotje, ker gre za pretežno heteroseksualno skupino, vidimo, da še kako je Konstantinovič aktualen. V bistvu nam pokaže neko zgodovino, pokaže nam, kako to nasilje ostaja v času in kako se v bistvu reproducira, čeprav danes mislimo, smo na platformah, smo v globalnem kapitalizmu in v tem smislu ne živimo več v Palanki, ne živimo v provinci, ne? Svet nam je na dlani. Ampak kakšen svet, bi se jaz vprašala, ne? In tudi v bistvu pokaže, že napove, da če v bistvu razmišljamo o tem nasilju, vidimo, da je to nasilje prisotno v celotni družbi in da se v bistvu reproducira, tudi če se ne reproducira recimo v realnem, čeprav tisti, ki so v mehurčkih na različnih teh platformah, v realnem potem
posiljujejo, ubijajo in tako naprej. In še to povem, da je v tem trenutku na ogledu ta film v Netflixu Adolescenci. Predlagam, da si to vsi, ki to poslušajo, pogledajo, zaradi tega, ker v bistvu pokaže velikost in razsežnost tega nasilja in incelov, in tudi lahko povežemo, mogoče bom to naredila, to z samimi temelji nacizma in fašizma, ki so pravi temelji Evrope, da ne govorim o kolonializmu. Če smem, mogoče tlele bi bilo zelo ustrezno narediti povezavo še z eno zelo veliko knjigo, in to je Avtoritarna osebnost Theodorja Adorna in njegovih kolegov in kolegic. Ta knjiga, podobno tako kot Filozofija majhnega kraja, ne analizira fašistoidnega družbenega stanja preko teh nekih makropolitičnih potez, preko velike zgodovine državnih politik, temveč preko mikropotez, recimo osebne nagnjenosti, konvencionalnosti, avtoritarnosti, agresiji in tako dalje. To se pravi, preko prepoznavanja strukture osebnosti, kot si ti omenjala, lahko razbiramo tudi nagnjenost družb k fašizmu. In zdaj to vprašanje je bolj retorično, ne vem, ali bi se morali pogosteje oprijemati tega analitskega načela, recimo kot Adorno ali pa Konstantinovič. To se pravi, preko analize vidikov osebnostnega konzervativizma, ki se posledično pretapljajo v te makro, konkretne, družbene, reakcionalne, fašistične politike. Mislim, da smo na nek način odgovorili, a ne? Ja, mislim, da je v bistvu zelo dobro, da si povezala tudi na Adorna, zato ker definitivno, mislim, da je tudi čas, prvič moramo povedati, da je čas, v katerem piše jasno, knjiga nastane v ex-Jugoslaviji, ne? To je balkanska scena, ampak to ni tako pomembno, koliko je v bistvu to je čas socializma. Ta prehod od 69. na 70. so v bistvu res železni čas, zato je, ker se pojavljajo ti nacionalizmi, ki jih potem Tito in nomenklatura zaduši, ampak v bistvu hrvaški in srbski nacionalizem sta krvava, sta umazana, da ne govorimo, da se pojavi tudi slovenski v neki blažji formi, čeprav tukaj ta triadna forma Srbija, Hrvaška in Slovenija se morajo gledati skupaj. Mislim, da je pravilno, da poveš, in pravilno si ugotovila, ni imel izbire, ker v bistvu, ampak čeprav se vrne fašizmu in nacizmu na koncu knjige, ampak v bistvu ta seciranje tega duha, tega majhnega kraja v glavi, reakcionarnega, ta avtoritativni umski sklop mu je bil v bistvu zelo pomemben, ker tam se je lahko razpisal in je hkrati tudi lahko seciral Balkan kot takšen, in Balkan je v bistvu slonel in še sloni, danes to zelo dobro vidimo na teh plemenskih tvorbah. Pleme kot nekaj primitivnega, tudi Freuda lahko tukaj vključim, totem in tabu, in v bistvu vse to so pa mehanizmi, ki vodijo do teh različnih oblik fašizma, tudi lahko to beremo potem za nazaj, in beremo to zaplankanost v glavi tudi kot neobdelano, jaz bi rekla, celotno stoletje do tistega trenutka, ker je predtem bila prva svetovna vojna, druga svetovna vojna, srbski nacionalizem, sovraštvo do Bosancev, do muslimanov, mit v bistvu rojstva srbske države, ki Srbe so porazili Turki, to velikansko sovraštvo, ki je del celotnega tega sklopa. Jaz sem pa hotela še narediti eno drugo navezavo, kot poduk beletrini, in ti to pa verjetno zelo dobro poznaš, druga knjiga, ki pride 10 let pozneje po Konstantinoviču. In če bi še to knjigo dobili v slovenščini, mislim, da bi imeli zelo dobre temelje, da govorimo prav o tej malomeščanščini Slovenije. Slovenija je perfidna, imamo izbrisane, imamo kosti izbrisanih v same temelje te, kot pravijo, srečne in sončne zgodbe z druge strani Alp, in to je knjiga Klausa Tevelajta Moške fantazije. Ta knjiga je bila napisana leta 77
in jaz sem je brala že leta 1983, namreč po nemški izdaji je prvič bila objavljena v hrvaščini. Izšla je v 4 tomih, to je bila moja najbolj nora knjiga, zato ker je v bistvu Klaus Teweleit, ki še živi, ki je v bistvu največji nemški filozof danes, še živeči, je šel analizirati, kako fašistične strukture, o katerih ti govoriš, funkcionirajo in kako v bistvu so nastale prek teh avtoritarnih osebnostnih mehanizmih. No, In je zelo zanimivo. Ja, prosim? To je lahko en namig za te naše založbe. Tako. Zdaj Tako. In ta povezava se mi zdi zelo pomembna. To sem hotela reči, da v bistvu Konstantinovič govori o sovraštvu do drugega in o tej avtoritarnosti v glavi, Twilight pa v bistvu isto to zadevo oblikuje prek postopkov v telesu. Torej, te parafašistične formacije se bojijo kri, voda, ženske, množice, vsega, kar je fluidno. Tale Konstantinovič, avtoritarni tip, ta provincialec, ta zaplankanec, se v bistvu boji kakršnekoli širine, kakršnega koli drugega. Vse, kar se dogaja v tem njegovem mehkem kontekstu. En sodobni ovink. Leta 2021 je Hrvaško ministrstvo za kulturo in medije zavrnilo knjižnični odkup prve hrvaške izdaje Filozofije knjižnega kraja z obrazložitvijo, da se odkupujejo samo knjige na hrvaškem jeziku oziroma prevodi v hrvaški jezik. Knjiga namreč ni bila prevedena v hrvaščino, objavljena je bila v srbskem jeziku, kajti na Hrvaškem obstaja splošni dogovor založnikov, da se dela postjugoslovanskih držav ne prevaja. Filozofija Palanke, še to dajmo omeniti, je bila prevedena tudi v času Jugoslavije. In v bistvu, ko sem brala to novico, kaj je na tej knjigi, da tako iritira? V bistvu, da ima konstantno probleme s tem, da se jo pošilja v javnost. Kaj je v njej? Vse. V bistvu prvič zelo dobro pokaže okrepljeni nacionalizem, ki je turbofašističen v ex-Jugoslaviji, tako so feministke srbske zelo natančno, prav tudi v povezavi s Konstantinovičem analizirali recimo genocid v Srebrenici, potem blazen kulturni egoizem, narcisizem, pokaže, kako v bistvu funkcionira ta manipulativni jezik v medijih, tega imamo napredek, in hkrati v bistvu je en paradoks, blazen nacionalizem, ksenofobija in anti-intelektualizem. Te tri elementi grejo skupaj in v bistvu, ko jih bereš, ti postane jasno, to je kot neko zrcalo, ki je postavljeno pred tabo, kot bralca in je neverjetno to vračanje v tradicionalne vrednote. Torej, z ene strani je manipulativno, z druge strani je pa ta vrnitev v preprostost. To slišimo vsak dan tudi v slovenskem prostoru. Dajmo biti transparentni, vsem bomo vam vse pokazali. V resnici je ta preprostost nekaj zelo povezana z vračanjem v neke zablode. Stvari niso preproste, če nimaš nič, če nimaš službe, če nimaš zdravnika, če v bistvu ti kontrolirajo vsako zadevo, če plačuješ več taks, kot se temu reče, davkov, koliko zaslužiš. To ni nič preprosto. Ampak knjiga je bila prepovedana, ker pokaže, kako v kriznih situacijah, v negotovosti pravzaprav se neka preproščina uvaja in pokaže, kako v bistvu ta preproščina manipulira. In jasno, noben si ne želi videti, kako dela to, ker misli, da je ljudstvo, več ali manj se smatra, da je glupo, da je nesposobno pač reagiranja. In jasno, zelo pomembno je to, da se on trudi, Konstantinovič piše o pomembnosti dialoga, recimo pogovora. Mi dve se zdaj pogovarjava, če bi bila večja zadeva, bi več ljudi, bi prišlo do nekega dialoga, tudi mogoče navzkrižja. Ampak v bistvu razgovor, pogovori, iskanje rešitev, to ni zadeva, ki si je želi nobena sedanja republika, država v ex-Jugoslaviji in nasplošno zaradi tega je v bistvu tako moteča.
In hrvaški nacionalizem, of course. Kot je srbski, imaš hrvaškega, in v Sloveniji, po moje, je tudi več teh primerov. Imaš pesnike, ki so srbskega porekla, pa niso bili povabljeni na velikih predstavitvah. Čeprav pišejo v slovenščini in tako naprej. Da ne govorimo o izbrisanih. Ne? Izbrisani so centralni za to, cel ta pogovor. Če smo že po razgovorih in po javni kulturi, ne pokažem, tule imam sarajevsko izdalo filozofije Palanke iz leta 2009, predgovor je napisal Konstantinovič sam, seveda, oziroma je to njegov tekst iz leta 2001. V njem, v tej sarajevski izdaji aktualizira stanje v Bosni in Hercegovini, v Sarajevu in tako naprej, a daje univerzalni napotek. Jaz mislim, da ta knjiga je univerzalnega pomena, ne samo za te naše prostore na Balkanu, ampak in sicer pravi Konstantinovič takole: govorim, ko aktualizira stvari. Govorim o vračanju političnega govora v stvarni govor. Skratka, govorim o vračanju k razgovorom. Ali bi morali, Marina, ob izdaji slovenskega prevoda reči tudi kaj o stanju političnega govora, o kondiciji za razgovor v Sloveniji? To, kar si v bistvu že prej nekako nakazovala. Ja, vsekakor. Mislim, ko sem brala, kot sem rekla, v zadnjem delu knjige, najprej v bistvu imamo ta antropološko analizo, ne, Palanke, vseh možnih variant. Potem zadeve grejo v politični govor, grejo v literaturo, v bistvu zelo natančno. Recimo, kaj naredi, sam da povem na hitrico, kaj naredi Konstantinovič. Gre brat prejšnje stoletje, ne, in pravi, ne vem, obstajajo ti pisatelji, ne, vsi so jih enega posebej pač promovirali, in pravi, ampak kaj je bil problem? Oni so v bistvu mislili, da je problem srbskega življa ljudi v tem, da so preveč recimo čustveni. Ne? On pravi, ne, to sploh ne gre za to. Ne samo, da sploh ne gre za čustva, gre za to, da so bili, jaz bi temu rekla, umazani patriarhalci. In ostali so, in to se je ponavljalo in ponavljalo in ponavljalo, ampak tega v bistvu noben ni hotel videti. Zdaj, če pogledamo, točno to je tisto, kar se zdaj vidi. Ta neverjetno nasilje, ki ga doživljamo. Ampak in tudi, če mislimo na Srebrenico, na genocid, kje so bile velikanski protesti po ulicah, ko se je to dogajalo? Nič. Torej, kar se pa tiče Slovenije, mislim, da v Sloveniji bi rabili enega Konstantinoviča, ker kaj je naš problem? Naš problem so izbrisani. Na čem sloni moja država? Moja država sloni na 30.000 izbrisanih. In to se do današnjega dne ni spremenilo. Torej, ta majhni kraj ostaje v glavi, te nacionalistične ideologije, sovraštva, da ne govorimo o tem, da celo Konstantinovič se vrne nacizmu, srbskemu nacizmu, torej kolaborantom, in tudi govori o teh zadevah. Mi bi rabili enega Konstantinoviča, ki bi šel nazaj, ki bi v bistvu naredil res analizo domobrancev in potem v bistvu povezal to vse skupaj z izbrisanima. Po moje ni nobenega preskoka, je skoraj ravna črta. In to je tista moč te knjige. Ta knjiga te v bistvu spodbudi, da začneš gledati okrog sebe, kaj so te homofobne, nacionalistične kreature, ta svet, ki v bistvu smo del, ki ga sprejemamo, in v bistvu, da lahko še naprej živimo z tako imenovanimi nedržavljani, z izbrisanimi, ki so prišli in so delali in so v bistvu prinašali bruto domači proizvod. Tako da je knjiga res izjemno pomembna, ker konec, tam še zadnji, konec, kako konča? Konča s tem, da govori o srbskem nacizmu in pravi, ta srbski nacizem v smislu poezije, v smislu literature, proizvaja kaj? Jezik zla. To je to, jezik zla. To so v bistvu, pravi, to je cela analiza in pravi, in celo uporabi iracionalni, mistični rasti nad jaz plemena. Kot sem rekla, ta plemenska mentaliteta se pojavlja. Pravi, to je ideološki konstrukt. In v bistvu pleme ni nič. Pleme je v bistvu ena gmota, ki onemogoča prav to, zakaj gre, in to je za subjektivnost. Zato tega ali one, ki bojo prinesli spremembo. To nam manjka. Pogosto se v ocenah dela Konstantinoviča resignirano ugotavlja,
da je vse, za kar se je avtor Konstantinovič boril in zavzemal v svojem življenju, doživelo poraz. Počasi zaključujemo in končajmo pesimistično in optimistično. Nova edicija knjige je vendarle tu, mogoče še ni vsega konec. Marina, jaz se zahvaljujem za pogovor. Mogoče imaš še kakšne sklepne misli o knjigi? Mislim, da je fantastično, da je ta knjiga prevedena, da je prevedena tako dobro, da jo imamo v rokah in mora biti spodbuda, mogoče celo za kakšno okroglo mizo, oziroma da začnemo res pisati o tem, kje živimo, kakšna je ta država in v bistvu kaj so te zgodovine, ki so zamolčane. Čeprav je to že narejeno, ampak še bolj globlje in še bolj bi jaz temu rekla filozofsko, in da je tista filozofija, ki se zdaj prodaja o humanem, o paradoksih. Ne, paradoks je to, da sploh lahko obstajamo v tej neoliberalni mračnjaški, prej je bila črna mračnjaška, janševska, zdaj imamo pa hyper neoliberalno sceno. Kaj pa potem? To je tisto, kar me v bistvu skrbi. Ampak me ne skrbi, če se take knjige izdajo. To je res. Hvala. Hvala, Marina. Hvala vsem, vabljeni k branju. Lepo vas pozdravljam. Beletrina. V živo.